Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, ta sklep o spremembi meje podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanje prostora Dobova, Urša Tenošek malo vodno, gradila bo posredovano, pa vas obveščam, da smo prijeli obvestilo članice sveta Jožice Ščin, da se po skladu z 37. členom zakona in prioritetnega vključevanja korupcije izločila iz obravnave in odločenja pri 7. točki dnevnega reda, sklep o spremembi meja podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora Dob 07. Tako. Ta predlagana sprememba meje se nanaša na naslednjo točko, ki jo predlagamo vašo obravnavo glede odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu. Ko smo pristopili k izdelavi tega prostorskega akta, se je izkazalo, da je smiselno korigirati mejo, kot je zasnovana v obstoječem občinskem prostorskem načrtu. Namreč predlagana meja upošteva korigiranje zaradi različnih razlikov, ki povzročajo različne grafične podlage, zaradi uskladitve z dejanskim stanjem na terenu, ker se je izkazalo v parih primerih, da zemljišča predstavljajo funkcionalna zemljišča obstoječih objektov, ki se nahajajo izven meje, ki je določena v OPN-ju, ter zaradi tega, ker en lastnik zemljišča se ni strinjal z izdelavo OPN-ja, oziroma ni izkazal interesa, da bi k temu pristopil. Takšna sprememba meje je skladna s 142. členu občinskega prostorskega načrta in predlagamo skladno s 116. členom poslovnika, da se sprejme v eni obravnavi. Hvala. Želim, da razpravljate. Hvala. Idemo na glasovanje. Sprejme se predlog odloka o občinskem prostorskem načrtu za izvedbo stanovanjski sklep. Sprejme se sklep o spremembi meje podrobnosti prostorskega načrta za enotno urejanje prostora. Prisotnost. Zdravo. Glasujem. Pokazam, da je 6 za, 2 država. Prihajamo na 8. točko dnevnega reda, da predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo Dobova Kaptona. Prvo. Ja? Se pravi, zdaj pa je... Tudi v tem primeru se gospa Sečinova razločila, zaradi istega razloga. Se pravi, to je zdaj predlagano odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za to območje Dobove Kaptol Sever in sicer na osnovi izkazanega interesa enega izmed lastnikov je občina preverila interes po izdelavi OPN še pri drugih lastnikih, ki jih to območje zavzema, ter na osnovi, ki so pač izkazali interes, pristopila k sklenitvi pogodbe med vsemi partnerji, ki so se pač pojavili v tej zgodbi, s katerim se določajo obveznosti vseh strank. Občina je pristojna za izvedbo postopka sprejema OPN. Se pravi, na osnovi izkazanega interesa je župan sprejel pobudo, občina je pristopila do zbiranja mnenj, ali je potrebno izdelati celovito presojo vplivov na okolje, to ni bilo potrebno, zbrali smo vse smernice in na osnovi vsega tega je bil izdelan osnutek, na osnovi katerega je prostorska izdelovalka pridobila potrebna mnenja. Javna razgrnitev je bila organizirana v marcu in aprilu zaradi razmer, ki so takrat vladale, povezane z koronavirusom. Javna obravnava ni
voljo za vsa pojasnila, kar je bilo tudi podano v javnem naznanilu. Pobud ni bilo, zato se je s postopkom nadaljevalo, pridobljena so vsa druga mnenja, ter oblikovan predlog prostorskega akta, kot je dan vam v obravnavo. Ker ni bilo podanih pripomb, predlagamo v skladu s 111. členu Poslovnika, da se prva in druga obravnava združita, ter tako sprejmete odlok v končni verziji, seveda, koliko tudi vi ne boste imeli kakšnih pripomb. Finančnih posledic za občino ni, za komunalno opremljanje občina proračuna nima predvidenih postavk, bo pa za komunalno opremljanje bo investitor sklenil z občino pogodbo o programu opremljanju in izvede tudi potrebno infrastrukturo. Nekaj še Mateja Sušinova, izdelovalka, bo podala vsebinsko razložitve. Lep pozdrav. Torej, jaz sem delovala prostorskega akta, gre za območje v severnem delu Dobove, kot je približno snamadsko označeno, da se malo potirati, če to bo znesli do kraja Dobova. Območje se nahaja v tem delu, obkroženo s cestami, je v lahnem naklonu, omejena kmetijska zemljišča. Južno območje je že sprejeto OPN na območju Kaptol, tako da smo pri oblikovanju vidim, kako je za to območje izhajali tudi nekoliko, ne samo iz splošnih določil iz tipov OPN, ampak tudi iz določil tega OPN-ja. Kot je že povedano, vodja oddelka je bila obravnavano celotno območje, bile se grejo variantne rešitve, poslovanje za lastniki in tako smo pač tudi spremenili samo mejo OPN-ja in tole osrednjo območje je izpadlo iz odlokov, ki jih prej podarjamo vodja oddelka. Usklajena je ta zasnova, ki mogoče malo zgleda konfuzno, vendar je takšna, ki je izvedljiva, ki omogoča neodvisno gradnjo, glede na to, da manj se različni interes in tudi racionalno rabo zemljišč in čim manj komunalne opreme. To je zračni posnetek, ki je mogoče prikazan na zračnem posnetku. Merila in pogoji so povzeti, ko se prej omenjala po pipih, po OPN-ju v južnem delu, območeni tudi na dobro tradicionalno gradnjo, tukaj je celo namenska raba SK, se pravi namenjena stanovanjski gradnji, podržavskega značaja, tako da je glede na to, da je tole območje na sami meji naselja in je bilo izpostavljeno, smo nekako omenili oziroma skušali izčistiti merilne pogoje na robu tega naselja. Določeni so pač območja za razvoj površin, objekti so prikazane simbolno zaradi občutka prostora, prikaz so pač postavljali določene stale merilne pogoje za poseljeni prostor, nekateri pogoji tudi bolj za zelenitve in tako naprej. Javnih cest, oziroma cest, predvidenih v javno dobro na tem območju ni glede na usmeritve občine, torej, kot sem že menila, so predvidene v minimalnih dimenzijah, ker pa tudi upoštevano ne ustrezne, ampak ne dovolj ceste obstoječe, nimajo dovolj visokega nivoja vstop, da bi lahko napajali še moče, zato so tudi posebno moče napajali spolske ceste. Predvidena je izgradnja infrastrukture, predvidena je izgradnja novega voda iz postaje, ki se nahaja južnega območja, prikazano je tukaj, in seveda ostali priključki. Dolžna sem hitela neprecizitivno merila s parcelacijo. To je to vse. Hvala. Hvala. Želite razpravljati? Ja, ne? Če kdo želi, naj se zdaj pojavlja. Samo se nekaj. Lep pozdrav vsem skupaj. V imenu svetniške skupine Slovenske demokratske stranke, ki podpiramo gradnjo Dobova Kaptol, to je predlog odloka o občinskem podrobnem
prostorskemu načrtu za stanovanjsko gradnjo Dolgova Kaptol Sever do 07 in hkrati se veselimo novih investicij za mlade družine, ki si bodo v tem prijaznem bivanskem okolju ustvarile svoje lastna domovanja. Hvala. S tem zaključujem razpravo in gremo na glasovanje. Najprej glasujemo, najprej prosim pozornost, potem pa najprej glasujemo prvi sklep. Sprejme se sklep, da se prva in druga obravnava odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo Dolgova Kaptol Sever do 7.0 združka. Glasujemo tem prvim sklepom. Vidim 27 vzdržana, ki ne so glasili to potrebno, in prihajamo na točko 2, to je pa sprejme se odlok občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo Dolgova Kaptol Sever. Tudi to vidim enako, 7 za, 2 pa vzdržana. Dobro.